pripadniki Slovenske vojske, zdravo! Zdravo! Dobar dan. Danes na slovesen način zaključujemo večmesečne priprave 25. kontingenta Slovenske vojske, ki v kratkem odhaja na Kosovo. Prisrčen pozdrav vsem poveljnikom, sodelavcem, drugim gostom, ki ste našli čas in nam svojo prisotnostjo sporočate, da cenite napore, odrekanja in tveganja pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki delujejo v operacijah kriznega odzivanja. Kontingent je pripravljen za odhod. Pripravljen, da v naslednjih 6 mesecih izpolni obveznosti Republike Slovenije in prispeva k varnosti na Kosovo ter podpira iskanje najboljših rešitev za trajni mir. Vesel sem, da so z nami družinski člani in prijatelji pripadnikov kontingenta. Brez vaše prisotnosti takšna slovesnost ne more biti popolna, saj ste neločljiv del naših kontingentov. Brez vaše podpore in razumevanja ne bi mogli uspešno sestaviti in pripraviti kontingenta. V pripravah so vaši in vaše prikazali usposobljenost, znanje in motive, ki nam dajo zaupanje, da bodo znali učinkovito in razumno ravnati ter poskrbeti zase in svoje tovariše. Mi v domovini pa sporočamo, da vam bomo po najboljših močeh priskočili na pomoč, če bo potrebno, v času njihove odsotnosti. Spoštovani gospod minister, sporočamo vam, da je 300 pripadnikov kontingenta seznanjenih z nalogami ter situacijo, v katero se podajo, ter so motivirani in usposobljeni za uspešno uresničevanje poslanstva mirovnih sil KFOR. Slovenski kontingenti so poznani v KFOR, da pridejo dobro usposobljeni in so med enotami v silah KFOR eni tistih, ki najhitreje vzpostavijo pripravljenost za delovanje ter pričnejo z izvajanjem nalog. Tako bo tudi tokrat. Spoštovane pripadnice in pripadniki kontingenta, da se danes po stroju pomeni, da ste uspešno končali usposabljanje in da ste psihofizično pripravljeni na napore in izzive, ki vas čakajo. Odhajate v deželo, kjer ste začasni gostje, večinoma dobro sprejeti. Pričakujem, da boste kot gostje se tudi tako obnašali in nadaljevali z uspešnim sodelovanjem s civilnim okoljem. Želim vam srečno pot in uspešno misijo. Pazite nas. Odhod vsakega kontingenta Slovenske vojske na mednarodno misijo pomeni odgovornost. Pomeni odgovornost tako vsakega posameznika, kot odgovornost države v celoti. In to odgovornost smo do sedaj, tako posamezniki kot država, vedno kazali in jo tudi vedno izražali. Zato, da to odgovornost lahko prenesete, zato, da to odgovornost izvajate, ste se ustrezno usposobili. Usposobili tako psihofizično, materialno in seveda na vseh drugih področjih. Verjamem, da vam je Ministrstvo za obrambo pri tem nudilo zadostno podporo, predvsem z vidika materialnih podpor, predvsem z vidika zagotovitve vseh resursov, ki jih potrebujete, in lahko vam na tem mestu obljubim, da bom kljub zaostrenim finančnim situacijam, kljub načrtovanemu varčevanju, tudi v prihodnje skrbel za to področje. Odgovornost ministrstva je predvsem v zagotovitvi vaše varnosti. In to je tisto najpomembnejše, kar vam moramo in kar vam bomo zagotavljali. In tudi v prihodnje se bom zavzemal za to, da se naše misije izvajajo v bližnjem okolju Sredozemlja, balkanskih držav in pa seveda tam, kjer ima Slovenija geostrateške, gospodarske in pa seveda politične interese. Spoštovani najbližji, spoštovani domači, prihaja drug čas, prihaja čas, ko boste za nekaj časa ločeni od svojih sinov, mož, hčera. In seveda to je tudi čas, ko si boste drugače organizirali svoje življenje. Verjamem, da vam ni lahko, verjamem, da bodo to meseci, ko boste živeli drugače, a vendar verjamem, in to vam zagotavljam, da vsi ti naši pripadniki, ki so globoko cenjeni in ki jih Republika Slovenija spoštuje, delajo za našo domovino. In to naj vam bo v razmislek takrat, ko bodo trenutki nekoliko težji. Lahko vam zagotovim, da bo ministrstvo naredilo vse, da bodo tudi komunikacijske poti
do vaših najbližjih v tem času neprestano odprte in da bodo te komunikacije tekle neprekinjeno. Spoštovani pripadnice in pripadnike kontingenta, verjemite mi, da bom v času, ko boste odsotni, tudi sam mislil na vas, predvsem pa vam že danes obljubljam, da bom v najkrajšem času vas obiskal, kajti želim se neposredno na terenu prepričati o vašem življenju, o vašem delu, o vaših aktivnosti, predvsem pa se seznaniti neposredno z vašo pomembno misijo. Spoštovani vsi, želim vam uspešno delo na Kosovu in seveda srečno vrnitev domov.